Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Oder, oddaji o sočasnem gledališču. Pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci, v prvi oddaji Oder v letu 2026. Danes nadaljujemo pogovor s priznano dramaturginjo za področje opere in baleta Tatjano Ažman. Hišno dramaturginjo SNG Opera in Balet Ljubljana smo gostili že prejšnji teden. Prvi del oddaje lahko najdete v našem spletnem arhivu ali pa v aplikaciji za podcaste. V današnjem drugem delu se bomo posvetili delovanju Tatjane Ažman na področju kulturne diplomacije, še prej pa njenemu dramskemu pisanju. Vabljeni k poslušanju. Ko se pogovarjava o vašem delu na besedilih, omeniva še vašo ne tako zanemarljivo pot dramatičarke. Ste avtorica več besedil, radijskih iger, omeniva še nagrado leta 2022, ki ste jo prejeli za vaše izvirno dramsko besedilo Muza v steklenici, in sicer na Mednarodnem festivalu dramatike Analogijo v Atenah. Nam lahko poveste še kaj o tem delu vašega ustvarjanja, kaj vas pravzaprav spodbuja in nagovarja pri pisanju? Ja, tako da bi rekla, da je to prav neko moje osnovno poslanstvo dni. Kot sem rekla, te izkušnje ali pa ta talent mogoče uporabljam vsakodnevno pri svojem delu v operi. Tam se tudi ukvarjam z libreti, pa je tudi treba prevode pogledati, pa je marsikaj v zvezi s tem. Rada bi se spomnila Trnuljčice iz Celja, kjer sem naredila dramatizacijo in je bila predstava zelo uspešna, pa radijske igre. Potem pa v bistvu nisem več imela te tendence, da bi tako se nekako izpostavila kot dramatičarka, sploh v tistem času, mojem času, mojem obdobju se ve, kdo so bili slovenski dramatiki, se ve, kateri standardi so bili sploh v bistvu, da priješ do tega, da ti nekdo, lahko reče, da si dramatik, kakšno produkcijo dramskih besedil moraš imeti, kolikrat si uprizorjen v gledališčih. Jaz pa sem bila vseeno zelo daleč od gledališča, Vse te stvari, od naročil novih del ali pa sploh tega, da ti čutiš neko rekla, željo, da bi napisal kakšno dramsko besedilo, ali pa da je to recimo v nekem trenutku tvoj način izraza, je pa potrebno, da si v nekem krogu nekih ljudi, da čutiš, da ima to nek smisel. In potem sem pa eno lepo obdobje v bistvu kot članica žiri tudi na Tednu slovenske drame 2 leti. 1 leto je bilo zelo naporno. 130 dramskih besedil je prišlo na tečaj, tako da takrat sem se res zamislila, da je to težaško delo vsakega žiranta v taki žiriji, ker vem, da naslednja leta teh besedil ni bilo toliko, kot je recimo bilo enkrat. Vse naslednje leto je bilo že bolje. In potem v bistvu v času covida na Women Playwrights International so imeli pa mednarodno žirijo. Tja sem pa v bistvu pristala sem na to povabilo oziroma sem ga sprejela iz razloga, da vidim v bistvu, kaj se na tem področju dogaja na globalnem nivoju, ker tam so pa dramatičarke vseh kontinentov in so zelo zanimive stvari, v bistvu, tudi če niso tako dobre, že samo za prebrati, da vidiš, ker to, kar ti bereš, tam ni mainstream, ampak so res neke nove forme, nove oblike. No, in potem tisto obdobje covida, ko ni bilo koliko kreativno, vse v smislu nastajanja nekih novih stvari ali pa razmišljanja o čem novem, in verjetno je bilo tako za veliko večino enako. Sem nekaj, kaj pa če mogoče jaz iz nekih svojih zapiskov
ustvarim nekaj novega in takrat sem bila spodbujena z eno situacijo, ki se je zgodila tudi v realnosti, smrtjo deklice, sirske matere, ki je prečkala zadnjo takrat še schengensko mejo med Hrvaško in Slovenijo. V bistvu je izgubila otroka v naraslem potočku, ker je prejšnji dan močno deževalo. In ko sem jaz videla to pač vest na televiziji, me je tako pretreslo, ker sem se spraševala iz svojih izkušenj, kaj v bistvu to nekako pomeni, ne? Ampak čisto takih človeških izkušenj iz opazovanja teh premikov globalnih, teh kriz, ki jih imamo eno na drugo. In v bistvu sem rekla, mogoče pa je to tisto, kar običajno nekdo, ki piše, tudi dramska besedila, čuti, da more izpovedati na tak način. Ampak jaz nisem pisec, ki spoštuje dobro napisano dramo ali pa neke parametre, neke okvire, dolžine, osebe. Tudi napisala sem besedilo v angleščini in potem, ko je bilo narejeno, sem zasledila ta razpis in sem rekla, v redu, potem pa naj bo to moj socialni eksperiment. Iz 2 razlogov. Eden je ta, kaj se zgodi, če stopim ven iz slovenskega prostora, tudi na ta način. Drugi je pa ta, ali tema, se pravi migracij in tega trpljenja skozi nek poetičen jezik, v bistvu ima to nek učink ali ga nima. In potem sem bila presenečena seveda nad to nagrado. S tem, da zdaj, koliko smo rekli, 22, 3 leta v bistvu ta tekst živi neko svoje življenje, ki je izven odra, Preko tega teksta se gradi nek network, neka mreža ljudi, ki so ga prebrali predvsem izven Slovenije, res na vseh kontinentih. Prevedeni v grščino, prevedeni v mongolščino, prevedeni v španščino. Zdaj upam, da bo še kje, ker se pač stalno neke stvari dogajajo. Zanimajo se zanj filmarji, mladi, bom rekla, eksperimentatorji ali pa kolektivi, do tistih, ki popolnoma razmišljajo o gledališču kot neki klasični formi. No, to vse živi, v resnici se pa s tem tekstom ne zgodi popolnoma nič, ampak jaz kot avtor tega v bistvu sploh ne potrebujem, ker ne pričakujem ničesar, v bistvu sploh niti ne vidim na nek način, kako bi to na odru bilo, ker mi vsi rečejo, da je tako zahteven, da super vse zelo lepo prevedejo, potem se pa zadeve ustavijo. Zakaj? Zato, ker je očitno še ni prišel čas, da se bo to zgodilo. Po drugi strani je pa vse to, kar se dogaja, predvsem so to ženske, kaj to v njih spodbuja, na kakšen način začnejo razmišljati o določenih temah. In že samo to se mi zdi dovolj zanimivo v bistvu za enega avtorja. Ne vem, zakaj bi vedno pričakovali polne dvorane pa aplavsa. Saj naše poslanstvo je tudi kaj drugega. Zdaj sva že dodobra vstopili tudi v vaše drugo veliko področje dela in to je delovanje na mednarodnem gledališkem parketu oziroma področju. Tukaj je vaš življenjepis res prav enormen in tudi v slovenskem prostoru ste na nek način unikum, da se v bistvu tako aktivno udejstvujete izven naših meja. Najbolj verjetno opazno je vaše delovanje v Mednarodnem gledališkem inštitutu, kjer ste že vrsto let aktivna članica, ob tem pa tudi predsednica Slovenskega centra te institucije. Morda še kaj o tej plati vašega dramaturškega in gledališkega delovanja? Ja, tudi tle so neke obletnice. Neko dolgo obdobje v bistvu je za mano. Začelo se pa v bistvu v študentskih letih, z enim preprostim vabilom na kongresu v Münchnu, da se tam dogaja nek workshop, ki traja 14 dni, da imamo vse plačan, v bistvu razen, da moramo priti tja, kot običajno to je. In da bo to neko mednarodno okolje in v tistem obdobju v bistvu res nismo bili nekako na istem, kot so danes mladi, ki že zelo zgodaj začnejo raziskovati svet.
In če nisi bil član kakšnega ansambla, ki je stopil preko meje, ali pa da si imel kakršnokoli drugo tako možnost, bom rekla, ne tako zasebno, da nisi mogel potovati, to je bilo zmeraj možno, a ne, ampak profesionalno ali pa v okviru tistega, kar te v resnici zanimalo, a ne. No, in takrat sem šla v ta München in moram reči, da me je preplavil ta občutek neke svobode, no. Se mi je zdelo, da tam pa ta svoboda, tam se diha, v bistvu, tam so ljudje, tam so druge kulture in to me je vedno zanimalo. Neke, bom rekla, pomembne zadeve, ki jih ne moreš dobiti tekom študija, ki ti jih ne data ne oče in ne mama, ne družina, ne pač sistem ali kakorkoli. In to je bilo takrat, je bila neka taka iniciacija. Medtem sem jaz na to že pozabila, pa sem prišla v opero in okrog leta 2000 je Henrik Neubauer stopil do mene in je rekel, če bi jaz mogoče prevzela, vem, da je bilo v 90-ih letih to zelo težko, karkoli z društvi, bila je neka reorganizacija tega sistema in iskal je pač nekoga, ki bi to peljal naprej, a ne. No, in sem se odločila, da ja, lahko, in sem šla potem na kongres v Madrid, ampak sem zelo hitro videla, da v bistvu ne bo šlo tako lahko, a ne, da je to pač neko veliko breme in do leta 2008 potem spodbujena z, bom rekla, iniciativo Združenja dramskih umetnikov, da se ta dejavnost pri nas spet nekako živi. No, in leta 2008 nam je nekako uspelo združiti sile in potem sem začela delati na nekako, ne vem, na formaciji Slovenskega centra. Predvsem pa je šlo za to, da sem spoznala ali pa izkusila zelo trdo pot tega, kako kot posameznik, ki nima nobene podpore, ki lahko potrka na 150 vrat, pa potem neha trkati, vzame velik del bremena tega, da Slovenija je v neki taki veliki mednarodni mreži, izključno zaradi ogromnega, bom rekla, angažmaja posameznikov, v tem primeru nekaterih ljudi, ki so zraven od vsega začetka do pač seveda moje, a ne. Samo to bom rekla, da prva stvar, ki je bila s strani države, da mi je pomagala, je bila 2 leti nazaj, ko sem šla v Brazilijo, da sem preko zunanjega ministrstva oziroma veleposlaništva v Braziliji dobila polovico povrnjenih stroškov za pot, pa sem šla prejeti nagrado, ki so mi jo podelili na festivalu, a ne. Ostalo je bilo pa znajdi se na najrazličnejše načine, ampak ljudje mislijo, da imam jaz kar neke privilegije. To ni res, a ne. Jaz moram zelo premisliti glede svojega časa, a ne, ker sem zaposlena, se pravi, nekam grem neko stvar narediti na način, da si vzamem dopust, plačan ali pa ne plačan. Druga stvar pa je, na kakšen način jaz potem pokrijem del teh stroškov, da sem na kraju, kjer potem običajno vihra slovenska zastava, a ne. Na nek način je ta neodvisnost od državnih inštitucij ali pa od Ministrstva za kulturo dobra, zato ker pač vemo, da se vlade menjajo in da smo vsak neke svoje prioritete. Po drugi strani se mi zdi pa, tako kot ste rekli, da pač je ta opus neke dejavnosti v mednarodnem prostoru, pa kaj ti jaz rečem, pa tudi drugi jo poimenujejo kulturna diplomacija, neopažena, čeprav obstaja. Ne vem, če ravno je naloga ljudi, kot sem jaz, ali pa če se zgledujem tudi po drugih, da mi govorimo o tem, kaj smo vse naredili in kje smo vse bili in kaj vse smo predstavljali ali pa koga vse smo predstavili. Jaz mislim, da je naloga to predvsem, ne vem, tudi naše politike, da prepozna te stvari, a ne, ker jaz nimam časa prositi za sredstva, za, ne vem, milijon stvari, ki jih potrebujem, a ne, ker ta čas potrebujem za to, da neko stvar naredim. Sem pa zelo hvaležna v bistvu obema našima osrednjima festivaloma, predvsem Tednu slovenske drame, ki že leta podpira v bistvu dejavnost, ki je tudi v bistvu spodbudil to, da smo na koncu se organizirali kot kulturni zavod, da imamo neko samostojno pravno obliko, ne vem, da imamo lahko spletno stran, da lahko
v bistvu tudi sami ustvarjamo program v sodelovanju s Tednom slovenske drame, se to zelo dobro v bistvu izkazali že prej, že vrsto let, a ne. Eno obdobje pa tudi zelo tesno za Borštnikovim srečanjem. Predvsem rabimo biti varni v smislu, da obstaja neko prizorišče, a ne, na katerem lahko prinesemo noter mednarodne vsebine. In naš način dela je predvsem ta, da so dogodki mednarodne narave, a ne. In res je, da so bili tudi to prvi dogodki, ki so odpirali slovenski prostor na nek način, a ne. Pa smo govorili o pravicah umetnikov, pa smo govorili o balkanskih festivalih, takrat, ko je bilo še po tisti vojni v bistvu vsakršno sodelovanje prekinjeno. Pa smo govorili o dramaturgiji tudi v mednarodnem kontekstu, a ne. Do vseh tistih stvari, a ne, tudi izobraževalne narave, kot so razne master klasi in take stvari, ki jih do takrat ni počel nihče. Meni je zelo ljubo, da se vidi, da ljudje dobijo nek primer, na podlagi katerega potem lahko tudi sami ustvarijo tisto, kar vidijo, da je potrebno, a ne. Zato je moj cilj, predvsem, kadar razmišljamo o programu ali pa o vsebinah, da odkrivam sive lise, a ne, da jo malo osvetlim, malo poglobim, potem pa grem dalje, ker to polje neodkritega v umetnosti, a ne, je preveč obsežno, da bi lahko se res ustavljal samo na eni točki. Seveda pa je to verjetno priložnost tudi za pridobivanje oziroma zgledovanje po dobrih praksah iz tujine, ki so pravzaprav v sklopu Mednarodnega gledališkega inštituta tudi mnogo dlje prek evropskih meja. Ja, v bistvu se včasih tako počutim ujeta v evropskem kontekstu, predvsem na to, kako izven evropskih meja zlasti v zadnjih 15 letih gledajo na zahodno umetnost, ne, kot jo imenujejo. In to se na nek način v zadnjih nekaj letih stopnjuje do te mere, da za isto mizo več ne sedijo vsi kontinenti, ker eden absolutno skoraj vedno manjka in to je evropski kontinent. Težko je v bistvu tudi skočiti čez to prepreko razumevanja o Evropi kot eni celoti. Ker Evropa ni celota, ne v nekem genetskem, ne v mentalnem smislu, a ne. Neke vrednote, bom rekla, vzhodne Evrope ali pa ne vem, kako bi sploh gledali, iz katerega zgodovinskega konteksta bi Evropo zaobjeli, ampak sigurno to, kar danes pomeni zahodna Evropa, ni tisto, kar v bistvu jaz verjamem, da mi ne čutimo isto, a ne. In nimamo izkušnje kolonizacije, nimamo izkušnje imperializma. Vsaj ljudje, bom rekla, s katerimi jaz živim, a ne, ali pa v nekem, bom rekla, tudi tem našem kulturnem prostoru, a ne. Te izkušnje nimamo. Zunaj naših meja se govori samo o tem, o hegemonizmu, o kolonializmu, o imperializmu in to stalno in zmeri bolj tudi na področju kulture. Zato je vsaka priložnost, ki jo imam, recimo, ali pa povabilo, ki ga dobim, da grem, da naredim kakšno stvar, ki mogoče nihče niti ne razume, zakaj jo počnem, a ne. Jo ne izrabim v slabem smislu, ampak jo izkoristim na najboljši možni način, a ne, da tudi predstavljam ne sebe, ampak naše kulturno okolje, a ne. Predvsem v tem smislu, a ne, to, da bi bila jaz promotor nekih predstav slovenskega gledališča, jaz v tem ne vidim nobenega smisla, zato ker so gledališča in neodvisna gledališča in tako naprej sama po sebi dovolj močna in dovolj dobro podprta, da to lahko počnejo sami. In teh kanalov ne rabijo. Ampak to, na kakšen način mi razmišljamo in zakaj smo recimo lahko kot neka kultura zanimivi, a ne, oziroma kaj rabimo za to, da ustvarjamo skupni kulturni globalni prostor, če smo že v globalnem kontekstu, a ne, da moramo biti v bistvu prisotni, a ne, in to je, moraš biti potem v bistvu na nek način toliko zanimiv. Ne vem, da te povabijo na v žirijo na festivalu Mongolijo ali pa zdaj se odpravljam v Alžirijo. Delala bom z prijateljico in sodelavko iz Južne Afrike, ki je
temnopolta, v bistvu izobražena, pri 58 letih je končala master iz community work, ne, se pravi delo skupnostni. No, in to je meni zanimivo, ne, kaj je skupnost tukaj, kaj je skupnost tam, ne, kako pridem sprejeta, kako prideva sprejeti kot dve ženski, ena bela, druga temnopolta, z drugega konca v bistvu skorda sveta, ne, v neko okolje, v neko kulturo, kjer mogoče ženske nimajo takih prednosti. In kako naj doživljajo, recimo samo organizatorji, na kakšen način skrbijo za nas, kako so nam sploh odprli vrata, a ne. No, in recimo takih izkušenj se najbolj veselim. To je po moje zdaj moj tak en življenjski sen, da bom to počela še naprej. Pa da te izkušnje verjetno lahko delite tudi naprej, kolegicam, kolegom v ožje slovenskem prostoru. Zdaj sva pravzaprav prečesali vašo res bogato in heterogeno dejavnost. Morda zaključiva pa še z vašim ustanavljanjem Kulturnega zavoda za uprizoritvene umetnosti Oder Ljubljana. Kakšno poslanstvo tukaj čutite in ja, morda za konec. Kakšno bogastvo prinaša ta zavod v naš prostor? Bogastvo je zelo relativna stvar, ne? Bogastvo je lahko v kvaliteti, lahko je pa tudi v kvantiteti, a ne? Bogastvo je lahko, ne vem, neke duhovne narave ali pa pač materialne narave. Jaz mislim, da je bil to predvsem en preskok v to, da je potrebno se organizirati, in v bistvu sem zelo veliko časa posvetila temu, kaj je ta platforma lahko, pa ne zame, ampak za vse tiste, ki mogoče se jim zdi moja pot zanimiva, ki bi mogoče našli v tem neki izziv. Jaz ne načrtujem biti direktorica tega zavoda za zmeraj in si zelo želim v bistvu tega prenosa znanja na mlajše generacije. To sem vedno počela in moja vrata so bila vedno odprta. Tukaj tudi vidim, zakaj recimo so mi moji mladi kolegi v Braziliji rekli, da ne vem, ali pa tudi v Afriki imam nekoga, ki je naredil, ustvaril, skreiral en največjih festivalov trenutno, ki v Zimbabveju obstajajo, a ne, je pa prišel iz skupine ljudi, s katerim sem delala, ampak ne na način, da bi jih učila, ampak na način, da sem se z njimi družila, da sem se z njimi pogovarjala in da so me lahko vprašali, kar so me pač želela, ne. Ker ne morem jaz v bistvu njih naučiti nič, a da ena že sami dovolj znajo, a dva so s popolnoma drugega okolja. Ampak nekako ena magnetna sila med nami se je vzpostavila in v bistvu mi je zelo pomemben, da smo v tem procesu življenja umetnika strogo demokratični, a ne, da spoštujemo en drugega, a ne, da spoštujemo svojo različnost, svojo kulturo, da ne učimo nekoga nekaj, kar v bistvu ni potrebno, da ne ustvarjamo konflikta, ki zna biti na kulturnem nivoju včasih tudi zelo grob, a ne, saj vemo. Ne samo vera, tudi kultura zna biti zelo velik problem. Tako da ta zavod v bistvu odpira vsakič neko novo tematiko. Je pa ena stvar, ki se mi pa zdi pomembna, mogoče, da se tako tudi javno ve, v tem težkem obdobju, ki ga doživljamo vsled vseh vojn in grozot, ki so okoli nas, sem zaznala, da Slovenija je, in to zelo spoštujem, ne glede na to, da se mogoče z vsemi pač ne strinjam, se tudi oni z mano ne, ampak da je še zmeraj nek prostor, kjer imaš lahko veliko pravico, svobodo govora, svobodo dela in ustvarjanja, seveda na nek spoštljiv način, ki gre spet v obe smeri. In zato se je ta platforma zdaj odprla tudi za področje pravic umetnikov, za tiste, ki končajo zatirani v zaporih, ki se jih ubija, za tiste, ki v bistvu nimajo svojega glasu. In ta primer, recimo, da smo se posvetili Gazi in mojemu prijatelju Mohamedu v Gazi trenutno in vsem
ostalim stvarem, ki bodo še sledile, izhaja predvsem iz te želje, da damo umetnosti neko prednost, da je ne politiziramo, ampak da pokažemo samo na to, v kakšnem okolju umetniki živijo. No, in ta dejavnost pa je unikum v našem prostoru. Trenutno zastopamo odbor za pravice umetnikov pri Mednarodnem gledališkem inštitutu, se pravi, nekaj držav je vključenih v to dejavnost in v bistvu smo kot Slovenski center prevzeli vodenje tega odbora, ki je v tem momentu postal ena najpomembnejših stvari v okviru naše mednarodne mreže. Tatjana Ažman, hvala za razgrnitev vseh teh raznolikih pogledov in dejavnosti na področju umetnosti in seveda hvala za obisk v studiu, pa srečno pot v Alžirijo. Najlepša hvala, zares velika čast in veselje mi je bila, da sem lahko prišla v ta studio in hvaležna tudi za vsa zelo dobra vprašanja. Dragi poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Oder, ki sem jo pripravila Kaja Novosel, tonsko pa jo je oblikovala Mirta Berlan. Oddajo lahko poiščete v aplikaciji za podcaste, na spletni platformi RTV 365 in na spletni strani našega programa Ars. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.